Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Tajo Albolena, ki je napisala tudi tole čudovito knjigo Varuhinja ljubezni. Taja, povej mi, kaj pomeni biti varuhinja ljubezni in kaj je v bistvu potem njeno nasprotje uničevalka ljubezni? Ja. Ljubezen je sila, ki jo vsi čutimo. Je prisotna, je del nas. Ko jo varujemo, to pomeni, da si v stiku z ljubeznijo znotraj sebe, da jo varuješ oziroma da res čutiš ta pristen stik s sabo. Uničevanje na drugi strani, uničevanje ljubezni, pomeni, da jo, ko kritiziramo sebe, sodimo sebe, napadamo sebe, zaničujemo sebe, preziramo sebe ali pa druge, na ta način v bistvu uničujemo ljubezen. In velikokrat je to uničevanje, kritiziranje, sovraštvo pravzaprav usmerjeno navznoter. In zaradi tega je toliko pomembno, da prepoznamo, kje uničujemo to ljubezen, na kakšen način, ker v bistvu ne moreš hkrati varovati in uničevati. Ja. Glejte nas v Pristni ženski na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, kjer spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca in prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes gostim izjemno žensko, Tajo Albolena, kreativko, umetnico, podjetnico, strastno raziskovalko ženske narave. Že 20 let skozi skupinske programe in individualno mentorstvo ženske vodi, da presežejo omejujoče vzorce ter odkrijejo svojo pristno naravo. Njena knjiga Varuhinja ljubezni razkriva zemljevid poti ljubezni, ki žensko vodi skozi pokrajine njene duše zato, da zasije. Taja je ženska, ki je, tako kot mnoge izmed nas, izgubila stik s seboj in ostala je le lupina. Njeno življenje je postalo nenehen boj za preživetje. Ko je nevihta z njenim imenom dokončno raztreščila, je njeno navzven popolno življenje razpadlo. A prav ta pot skozi razpad jo je vodila do razcveta. Njena zgodba je navdih za mnoge ženske, ki iščejo pot do svoje pristne narave. Tudi v moji temni noči duši je bila Taja luč, ki je nežno kazala smer nazaj k sebi. Zato sem srčno vesela, da danes sediva skupaj. Draga Taja, srčno dobrodošla. Hvala. Res sem vesela, da smo danes tukaj skupaj in se bova najprej dotaknile tvojega prehoda skozi temno noč doline iz razpada v razcvet. Morava se vrniti nazaj, leto 2002, ko sem šla na svojo podjetniško pot, kot samostojna podjetnica. Takrat sem delala s Feng Shuijem in tako kot mnogi, ko stopimo na svojo pot, v bistvu sem verjela v to, da bom pomagala ljudem v boljšo življenje, bolj pristno življenje, predvsem ženskam pri ustvarjanju doma, zaradi tega, ker je dom pač nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. In pač imela sem pričakovanja, da bom več z družino, več z otroci, da bo vse lažje. Ampak izkazalo se je, da pač podjetniška pot je taka, da si sam za vse. In sem bila, poleg tega, da sem mama, pa partnerka, pa sestra, pa sem bila še podjetnica in v bistvu sem večino svojih dni preživljala pač na poti. Od jutra do večera sem delala in v bistvu sem izgorela. V bistvu sem izgubila stik s sabo, pozabila sem, kdo jaz sem. In ful se spomnim tiste, v bistvu je bil hladno zimsko jutro, ko sem se zbudila ob svojemu možu v posteli, v svojemu domu in me je tako prešinali oziroma totalno zadeli to, da v bistvu sem bolj moška od moškega samega. Da
v bistvu v resnici sploh ne vem, kaj pomeni biti ženstvena in da po vsej verjetnosti mojemu moškemu ni žur pač biti v posli še z enim moškim. A ne, to je bil tisti moj aha moment. In pač idealna zgodba bi bila, da bi jaz vedela, kaj v zvezi s tem narediti, a ne, da bi v bistvu imela ABCD korake, kako bom zdaj prišla pač do tega, kako biti bolj ženstvena, ampak pač v realnosti ni tako, a ne, sem rabila še dodatnih 9 mesecev, ko v bistvu v resnici nisem vedela, kaj narediti, da sem se res raztrešila, a ne. Pač 2009 je bilo moje leto, ko je moje življenje razpadlo na prav faktorje. In v bistvu, ko sem se znašla v tej svoji temni noči, je bilo tako, da ni enostavno. A ne, ni enostavno, ker v bistvu, še posebej, če pač ustvarjaš neko podobo, a ne, si zgled za predvsem ženske, a ne, s katerimi sem delala in v bistvu priznati sama sebi, da v resnici ob vsem, kar sem imela v svojem življenju, a ne, imela sem svoje stanovanje, avto moža, otroka, počitnice, skratka. Vse, kar po pravilih uspešnosti sodi zraven, po zunanjih kriterijih. Da, navzven idealno. Poznam od blizu. Ja, ampak navznoter v bistvu sem bila pa prazna. In to je bilo tisto, kar je bilo zame osebno grozljivo. Grozljivo zaradi tega, ker priznati si, da v bistvu si nesrečna, da si prazna, da v resnici sploh ne veš. Se ne poznaš, ne? Ja, da si izgubila pravzaprav stik s sabo. To je bilo tisto, kar je bilo meni tako res grozljivo spoznanje. In ravno zaradi tega, ker je to tako grozljivo, se tudi ženske bojimo te temne noči duše. Prostovoljno se nobena ne bo podala v to, dokler pač življenje ne naredi nevihto in se pač stvari razpadajo. Ampak ravno ta temna noč duše je namenjena za čustveni preboj. Brez tega ne prideš do nekih novih spoznanj. Kaj je bilo zate ključno, kar si spoznala, ko si se premikala skozi to temno noč duše? V bistvu je bil spet ključen en pogovor, ki sem ga imela z mojim moškim. Imam to srečo, da v bistvu sva se veliko pogovarjala pravzaprav in pač sem se prebujala na nek način tudi skozi te pogovore, ki sva jih imela in jih še imava. In ko sem se pritoževala na tem, da to ni to, pač nad življenjem, nad odnosom, skratka nad vsem, je bilo pač iz njegove strani, ok, razumem, da si nesrečna, ampak kaj bi rada? Kaj bi čisto res rada v življenju? Nisi imela odgovora, ne? In bilo tako, ne vem. Sploh nisem vedela, kaj pravzaprav je tisto, kar si čisto res želim. In tukaj je ponavadi tista točka, ko se ženske prebudimo v to zavedanje, vem, kaj nočem, vem, česa nočem več, v resnici ne vem, kaj hočem. In je tako, jaz se ful spomnim sebe. Moje prebojenje, ko sem res, bilo je tako, da bi stala pred zidom. Vedela sem, da nazaj nočem več, da pač to ni življenje, ki ga želim. Nisem vedela, kam v bistvu se premikam naprej. In tukaj je v bistvu to, kar je toliko strašljivo za toliko veliko žensk, ker se ti znajdeš na tem mestu, ker v bistvu sploh ne veš. To sem v bistvu ravno hotela nagovoriti. Dejansko v tem sodobnem svetu, kjer se nagrajuje hitrost, dosežki, nenehno razdajanje, dajanje, dejansko ženske sploh ne vemo, dokler pač se nekaj ne zgodi, da obstaja mehkejši, nežnejši, ženstven način delovanja. Pa zakaj ga ne prepoznamo same prej? Zakaj mora najprej življenje ročno potegniti, da se zgodi ta temna noč duše? Družba, v kateri živimo, temelji pač na produktivnosti, na profitu, a ne na tem, da moraš biti da moraš biti v delovanju, a ne 24/7, v bistvu se pričakuje, da si napolno prisoten in v bistvu hitrost je tista, ki jaz vidim, da je ful velik izziv za žensko, zaradi tega, ker drvimo skozi svoje življenje. Jaz vem zase, jaz sem drvela čez svoje življenje. V bistvu drviš res, dokler se ali ne zaletiš v zid, veliko žensk se zaleti v zid, jaz pravim, da
pač veliko prebojenje za ogromno žensk so težave z zdravjem, ali razpad odnosa, ločitev. Družina, izguba službe. Ja, ponovadi so take stvari, ki nas prebujajo. Katalizatorji, ne? Ja. In v bistvu je velik izziv za žensko, da upočasni. To je prvi korak, ki ga v bistvu rabimo narediti. Zdaj pa, lahko se upočasniš sama, ali pa v bistvu čakaš na to, da te ustavi življenje. Tukaj te dve opcije sta. In žal je tako, zaradi tega, ker pač družba terja od nas, da smo aktivne, da drvimo v bistvu, da res smo v tem delovanju, izgubimo v bistvu stik s sabo. Tisti del, ki je bil meni tak res velik aha moment, poleg tega, da sem ugotovila, da pojma nimam, kaj pomeni biti ženstvena, je bilo to, da sem pozabila na to, kaj ženska narava čisto zares pomeni, da je v bistvu ženstvenost v resnici tista, ki oživlja pravzaprav tvoje telo in tvoje življenje. O tem se bova pogovarjali po kratkem odmoru. Počakajte pred ekrani. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Tajo Albolena o ženskem razcvetu. V prvem delu smo se že dotaknili tega, kako se ženske v bistvu sploh ne poznamo, se izgubimo, še zlasti, ko trčimo v zid oziroma na življenje zaostavi za neko težko preizkušnjo. Zakaj je tako pomembno, da se začnemo potem spoznavati na novo? Tukaj se bova dotaknili ene teme, ki je zelo pomembna. In to je, da v resnici družbi, v kateri živimo, služi, da ženska izgubi sebe in da ostaja izgubljena. V resnici nimaš podporne mreže, skupnosti, ki bi te spomnila na to, kako pomembno je, da ti poznaš sebe, kako pomembno je, da veš, da si dragocena kot ženska. In če sva radikalno iskrene, je v resnici to, da ženska pozna sebe nekaj, kar je relativno kratke sape. V resnici ženska še 100 let nazaj je bila v resnici lastnina. V resnici ni imela pravic, ni imela kakšno poznavanje sebe. To sploh, 2 generacije nazaj, če gledamo, v bistvu to sploh ni bilo nekaj, kar bi bilo na radarju, čisto zares. To je nekaj, kar je relativno mlado. Ampak vsa ta zgodovina jo v bistvu pravzaprav nosimo s sabo. In jaz sem videla tako, da je poznavanje sebe, to, da res prepoznaš to svojo žensko naravo, to, koliko si dragocena, pa koliko veliko pravzaprav prispevaš življenju in da je ženska v resnici nosilka življenja, če gledamo. To je tisto, kar naredi radikalno spremembo, oziroma jaz pravim, to je tisto, kar lahko naredi revolucijo. Moja vizija leta 2010 je bila, da če bi vsaka ženska postala najsrečnejši človek na svetu, bi skupaj spremenili svet dobesedno čez noč. In to je najtežja stvar za ful velik žensk. Kaj če zares pomeni? Ja, ker je treba narediti veliko korakov, ki vodijo k razcvetu. Ja, res je. Ja, kateri koraki so to? Prvi korak definitivno je to, kar sva rekla, upočasnitev, zaradi tega, da se začneš zavedati tega, kje jaz v tem trenutku sem. Vedno začneš v tem trenutku, kjer si. Jaz vidim, da je eden velikih izzivov, ki jih imamo v življenju, ta, da smo kupili pravzaprav to, da lahko v življenju imaš vse, si vse, skratka, da ni omejitev. Ampak dejstvo je, da imamo dušno izbiro. Mi se kot duša odločimo, zakaj prihajamo na ta planet. In dejstvo je, da ne moreš imeti vsega, kar v bistvu hočeš imeti. Pač imaš svoj paket. Pogodbo svojo, ne? Ja. In tukaj v bistvu se velikokrat trudimo in gremo v to, da damo sebe na stran, v resnici izgubi stik s sabo, zaradi tega, ker se toliko trudaš biti nekdo za okolico, ustvarjati v bistvu to podobo, te uspešne ženske, ki v bistvu je emancipirana, ki pač navzven spet uspešna. Ja. In tukaj se v bistvu začne. Se pravi, ti moraš najprej prepoznati, kje si. In potem videti,
kaj pa je ta moja dušna izbira ali pa dušni namen, življenjski namen, kaj je tisto, zaradi česar sem tukaj, kar v bistvu pomeni, da potem rabiš začeti graditi ta most med tukaj, kjer si, do tja, kamor želiš iti. In ta most začneš graditi s tem, ko se prebudiš v zavedanje, da življenje, ki ga v tem trenutku živiš, je v bistvu življenje za druge, ne pa zase. Tukaj se v bistvu čisto zares vse skupaj začne in res je pomembno to prepoznavanje tega, da v resnici gre, se pravi, pot ljubezni je v resnici pot vračanja nazaj k sebi. Prepoznavanje v bistvu tega, kdo pa jaz čisto zares sem, zakaj sem pa jaz čisto zares tukaj, kaj je tisto, kaj si pa jaz čisto zares želim, kaj je pa ono gorivo in potem strast, ki me vodi do tja, kamor v bistvu želim iti. V svojih programih govoriš o 6 izvornih kvalitetah ženske esence. Katere so to? V bistvu je beseda ženska tista, ki predstavlja vseh teh 6. Črke? Ja, črke, prva črka. V bistvu prva je ženstvenost, se pravi ta stik s to ženstvenostjo, s tem življenjem in živostjo, ki ženska je. Ta druga je potem edinstvenost, enkratnost in ta neponovljivost tega, kar prinašamo v bistvu na ta planet. N je povezan z negovanjem, zaradi tega, ker ti v bistvu res rabiš najprej negovati sebe, da v bistvu lahko deliš sebe z drugimi. Potem imamo K, ki je v bistvu kreativnost in komunikacija, zaradi tega, ker je komunikacija tista, ki je za žensko res pomembna. Ful je pomembno, da pač delimo sebe, da skomuniciramo stvari. In avtentičnost je tista, ki je ta zadnja, se pravi ta pristnost, to, da res si, kdo ti čisto res si, da v bistvu poznaš ta del znotraj sebe, ker samo, ko v bistvu ga poznaš, ga lahko v bistvu deliš. Ja, res je. Mislim, da si črko S spustila vmes. Sijaj. Sijaj. Sem si mislila, da sijaj. Sijaj, to, da siješ, In vse te kakovosti ženske že v bistvu vse imamo v sebi, samo ne prepoznamo te moči, ki stoji za temi kakovostmi. Kako jih začeti izražati v življenje in kdaj res pridejo potem do izraza? Ko sva se pogovarjala z mojim dragim, pa mi je povedal, nezadovoljna si, kaj bi rada. Sva ugotovila, da v resnici ne vem, da sem v moški energiji, da v resnici ne vem, kaj pomeni biti v ženski energiji in sem si najdla mentorco in Veronik je rekla tako, ženstvenost imamo vse ženske v sebi. Prvi korak, ki ga rabimo narediti, je, da jo začutimo. To terja, da se iz glave premaknemo v telo, da res začutiš v bistvu svoje telo, to, ki je ti v tem trenutku si. In tukaj je ritual prehoda za ženske, ki smo dnevno v moški energiji, ker temu se pač ne moramo izogniti, zelo, zelo pomemben. Prehod iz tega, da iz moške energije greš v to čutečo naravo, greš v to, da začutiš dotik mehkih stvari, ker lepota, čutenje, malenkosti, detajli, barve, to so vonji, to so stvari, ki v bistvu nas povezujejo čisto za res ženstvenostjo. Ker ženske smo bitje čutenja, ne? Jaz bi k temu dodala še to, da nič ni narobe v tem, da uporabljamo moško energijo, ker jo potrebujemo, ne? Ker moramo biti pogumne, pa moramo iti v akcijo, pa moramo znati postaviti meje, pa biti vztrajne, pa odločne, da se nekatere stvari naredijo. Brez tega tudi, če samo ustvarjaš in ne daš v življenje, potrebuješ ta yang del, torej to moško energijo, ne? Je pa pomembno, da to zelo izbrano uporabljamo in da smo pretežno v ženski energiji in iz nje živimo in ustvarjamo. V bistvu je tako, 4 prav vzorci ženstvenosti so in eden je povezan z yang energijo, to je Amazonka, kjer je noter podjetnica, kjer je noter bojevnica, junakinja, ki v bistvu vse postavi zase, je drzna, pove, kaj v bistvu želi.
In pomembno je, da v bistvu jo zagotovo vključimo v svoje življenje, ampak da ne zanemarimo tudi ostalih treh. A ne? Ja, zagotovo. Tako da, ja, da se ne zapasamo potem, ne, sablje in meče in nože zapasimo in gremo v boj. Ne, to ni, ta aspekt nas tudi po mojem zelo rani. V bistvu je tako, da to, kar jaz vidim, da je zelo, zelo velik izziv ženske potem na prehodu v drugo polovico življenja, je ravno ta pasja ženska, ki začne prihajati v ospredje, ki je senčni del, a ne, te bojevnice in te amazonke, ki potem potegne meč in reže glave in v bistvu gre zelo napadalno v življenje. Ne? Ja. En kratek odmor bova še naredila in se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, o kateri se danes pogovarjam s Tajo Albolena in se bova dotaknili še ene zelo pomembne teme in sicer odnosa med žensko in moškim. Zakaj je tako ključno, Taja, da ženske razumejo temeljne razlike med žensko in moško naravo? Bom začela zgodbo. Ko sem se z mojim dragim pogovarjala na to temo, ful sem v moški energiji, nezadovoljna sem, kaj v bistvu bi rada v življenju, mi je razložil, mi je povedal zgodbo in je rekel tako, glej, ženske ste tako kot lučke in moški smo tako kot vešče. Dokler je lučka prižgana, v bistvu pritegne vešče k sebi in je vešča pri prižgani luči. Ko ženska ugasne luč, oziroma ko se luč ugasne, vešča še nekaj časa ostaja ob svetilki, tukaj je ta toplina preteklih izkušenj, kakorkoli to hočemo interpretirati. Ampak, če se lučka ne prižge nazaj, bo moški poiskal drugo luč. In ko sem bila tako, jaz sem čisto osupla, tako rešče ljus mi je dol padla. Res si lahko osupla bila, ja. O moj bog, in sem bila tako, kaj lahko naredim, In je tako rekel, pojma nimam, tle boš mogla pa žensko najdeti, ki ti bo povedala, kaj lahko narediš v zvezi s tem. In tukaj sem tako zagrizena, sem bila, to bom jaz našla. To bom jaz zdaj najdla. Sveti gral ženstvenosti. In sem najdla sem si mentorco, Veronika je bila moja prva mentorca v povezavi z ženstvenostjo in tukaj sem v bistvu začela z osnovami. Prvi korak za vsako žensko je premik iz glave, iz tuhtanja, razmišljanja, mentaliziranja v telo. Tle se vse začne. Da v bistvu res začutiš sebe, da začutiš, kje si, kaj te obdaja, kaj v bistvu si želiš, kaj potrebuješ. In jaz sem videla tako, velika razlika je med nami. Izziv, ki ga ženske imamo, je to, ker v bistvu smo prepričane, da so moški tako kot ženske, samo da malo drugače pač vizualno izgledajo. Pa malo več mogoče je poraščen. Ampak dejstvo je, da na različne načine razmišljamo, na različne načine komuniciramo, velike izzive imamo, s tem, da ker ženske, ti dam en primer, skočimo v komunikacijo, gremo takoj v globine, takoj se v bistvu ujamemo, plujemo skupaj, super nam gre. Moški najprej rabi uvod, rabi v bistvu predigro. Ni zanimivo. Rabi v bistvu tako, radi rečejo lahkotne teme, tako nič, tako ful globoka in preden se potem lahko spustijo v globine z nami. In tle ženske zaradi nepoznavanja razlik in zaradi tega, ker mislimo, da so moški tako, kot smo mi, velikokrat delamo velike napake v svojih odnosih z moškimi. Napisala si tudi knjigo Varuhinja ljubezni. V njej si podelila 40 modrosti, katere bi mogoče izpostavila ali pa eno, dve, ki bi rekla, te dve sta mi pa res ključni. Se vem, da si jih je 40, ampak mogoče, da nagovoriva eno ali dve. Prijaznost. S prijaznostjo se vse začne. Jaz, ko sem v svojem odnosu imela težave, sem najprej s stisnjenimi zobmi začela s prijaznostjo. Biti prijazna s svojim moškim. To ne pomeni, da si prijetna.
tukaj je to, da v resnici tega ne moreš se pretvarjati. Ja. A ne? Prijaznost je nekaj, kar moški čuti kot toplino, kot domačnost, a ne nekaj, kar se ga dotakne. Moški so mi povedali, da je v bistvu prijaznost tista, ki se dotakne njihovega srca in jih razoroži. In da v bistvu tukaj ne moreš se pretvarjati, da si prijazna, če nisi, ki se to čuti. A ne? Tako da prijaznost definitivno je velika tematika za ženske, zaradi tega, ker smo toliko v razdajanju, toliko smo v ugajanju, toliko smo v tem, da v bistvu se prilagajaš ljudem okrog sebe, da kad ti nekdo reče, da rabiš biti prijazna, bi kar iz kože skočila. Zaradi tega, ker je ono tako, toliko sem vsem na voljo, toliko sem vse za vse, kako to misliš, zdaj pa biti še prijazna, a ne? Ampak ja, s prijaznostjo se začne. Nekje raba začeti in prijaznost definitivno je tisto prvo mesto, ki bi jaz rekla. Ja, zaradi tega, ker res, to je v bistvu veliko govorim o tem, kako pomembno je ustvariti prostor. Prijaznost je tisto, kar ustvari ta sveti prostor. Prijaznost je tista, ki ustvari ta občutek domačnosti in topline, ne samo za moške ali pa za partnerja, tudi za otroke, za ljudi, ki so nam pomembni in blizu, za prijatelje. Skratka, prijaznost je ena tista stvar, ena tista kvaliteta, ki sploh v tem visokotehnološko razvitem svetu v bistvu izgublja veljavo in izgublja pač ta svoj vpliv. In teh 40 kvalitet pravzaprav, ki sem jih naštela oziroma skozi katere vodim v tem zemljevidu, v resnici so to stvari, ki so del življenja. Ampak rabimo jih prepoznati, jih aktivirati, da jih prebudimo, zato da jih pa lahko damo v prakso in da jih zaživimo. Ker potem pride v bistvu tudi do tega razcveta in ko pride do razcveta, ženska sije. In kaj ta si naredi oziroma kako ta si vpliva na moškega? V bistvu moški si želi biti junak za žensko. Ko sem začela raziskovati to moško naravo, so bile stvari, ki so me zelo presenetile. In ena od stvari, ki jo moj dragi vedno znova me spomni, je to, da v bistvu si želi podpreti, želi prispevati, želi v bistvu, da je njegova... Da ženska cveti. Ja, zaradi tega, ker je to tisto, kar podpre njega, zaradi tega, da je lahko aktiven in uspešen in pač dela vse, kar želi narediti. In tukaj je ta sijaj tist, ki v bistvu res se dotika ljudi, oživlja stvari. In tukaj so svet pri tem, da v bistvu do sijaja ne moreš priti, če nisi v telesu in če nisi utelešena. S tem stikom, v bistvu s svojim telesom, da greš v svoj center, da si tukaj in zdaj, s tem se v bistvu tudi sijaj začne. Ga pa čutiš in ponavadi pri ženski ga vidiš, kaj oči sijejo. Pa skozi nasmeh. To pomeni potem takem tudi, da če je ženska res v svojem razcvetu in sije in je moški lahko potem v svoji moški energiji, se zgodi oziroma ohranja tisto, kar se običajno zgodi v dolgotrajnem odnosu. In to je polarnost. Globoka povezanost v bistvu. In polarnost, ker o tem si ti v bistvu tudi začela svojo zgodbo, da tvojemu moškemu ni bilo prav fajn biti ob še enem moškemu. Zato, ker se potem zgubi ta polarnost med obema energijama in vodi to verjetno tudi potem v odtujenost. V bistvu je tako, če gledamo, k čemu zares stremimo. Stremimo k celovitosti in celostnosti. Jaz verjamem, da v pozitivno razliko v svetu lahko naredimo takrat, ko smo v sodelovanju in soustvarjanju. In začne se pač z žensko in z moškim. Zaradi tega, ker vsak prinese svoje kvalitete in v bistvu tukaj pol pridemo do tega sodelovanja in soustvarjanja. In če govorim o varuhinji, varuhinja je varuhinja ognjišča, je varuhinja tega ognja, notranjega ognja, moški je pa zaščitnik, ki pa v bistvu ščiti te zunanje meje, če lahko temu tako rečeva. Če je ženska tista, ki ustvarja dom, je moški tisti, ki v bistvu je zaščitnik
ki je zaščitnik. Ne? Ja. Ja. Taja, kaj bi rekla, kaj zate pomeni pristna ženska? Kakšen nasvet bi dala našim gledalkam? Tukaj se bom spet vrnila nazaj na moške, zaradi tega, ker so pravzaprav moški bili tisti, ki so mi spet povedali, kaj ta pristnost čisto zares pomeni. Skozi to primerjavo, da izumetničenost je nekaj, kar se čuti. A ne? Takrat, ko ti poskušaš ustvariti to vlogo, pokazati sebe na določen način, je to nekaj, kar se čuti. A ne? In pristnost pomeni, da si to, kdo ti si. Da si v stiku s sabo, da si v tem siju, da siješ čisto zares to, kdo ti si. In tukaj se potem čuti tudi ta pristnost in avtentičnost in vse to, o čemer poradi govorimo. A ne? In pride potem do izraza tudi ta živost, Ja. ki je še ena od teh esenc. Kvalitet v bistvu. Ja. Živost je povezana z radostjo, povezana je z radovednostjo, povezana je s to navihanostjo, s tem brbotanjem, ki ga čutimo znotraj sebe, življenjem. Pomlad definitivno prebuja živost v naravi, a ne? Ampak ta živost je nekaj, kar je del našega telesa, povezano je s telesom, je del ženske narave, ampak spet so pri tem, da v bistvu rabaš to prepoznati pri sebi, a ne aktivira to znotraj sebe, si prizna to, da je del tebe, zaradi tega, da potem lahko to živiš in izkušaš. Je pa spet tako, definitivno je to nekaj, kar čutiš spet skozi telo. A ne, živost čutiš, ko si v stiku z nekom, ki je živ, čutiš to navdušenje in navihanost. Iskri se okrog tega, energija se iskri okrog takega človeka. Ja. Taja, jaz sem res iskreno vesela, da si bila danes moja gostja, podelila svoje izjemno znanje, izkušnje o pomenu ženske izvorne esence in kako dragoceno je, da si to prikličemo nazaj v življenje. Drage gledalke, verjamem, da vas je ta pogovor spodbudil, da se še globje ali pa se vsaj začnete povezovati s seboj in svojo ženstveno esenco. Naj bo vaš razcvet nežen, a mogočen. Spoštovani gledalci, hvala, ker nas spremljate tudi vi. Nasvidenje do prihodnje oddaje Pristna ženska.